Dober dan vsem. Poglejmo zdaj dve vaji glede električnega grelca, ki segreva vodo. Torej, v prvi vaji ta električni grelec ima močjo 550 vatov in imamo v njem 1,75 litrov vode pri temperaturi 24 stopinj Celzija. Mi segrevamo za 15 minut 20 sekund in se vprašamo, kolikšno temperaturo doseže voda. Sedaj, da se ne boste zgubili pri tem, če imamo vodo, je zelo enostavno, liter vode odgovarja enemu kilogramu. Torej, 1,75 litrov bomo dali kar 1,75 kilogramov. Tukaj 15 minut 20 sekund, 15 minut je 15 krat 60 prije 900, plus 20, 920 sekund. Torej, moč je, toplota je moč krat čas. In torej 550 vatov krat 920 sekund. Vat napišemo kot joule na sekundo. Tukaj imamo sekunde, ki se krajšajo in dobimo torej v joulih vrednost. To zmnožimo 506 tisoč joule. In to rajši napišem kot 506 kilojoule. Potem pogledamo, zakaj. In torej, toplota je tudi masa krat specifična toplota krat temperaturna razlika. Tukaj bomo iz tega poiskali temperaturno razliko, prav zato bomo razumeli, za koliko se je povišala temperatura. Torej, tukaj delimo z mc. Torej, temperaturna razlika je toplota vlomljeno mc. Masa krat specifična toplota. Torej, 506 kJ, ki smo tukaj dobili, masa 1,75 kg, specifična toplota vode je 4,2 kJ na kilogram Kelvin. Torej, razumem, zakaj sem tukaj dal v kilojulih, zato da se tukaj krajšajo kilojoule in kilojoule. Tukaj kilogram in kilogram se krajšajo. In torej, če tukaj izračunamo vrednost pri 68,8, merska enota je 1 vlomljeno Kelvin, torej Kelvin. Torej, temperatura se je povišala za 68,8 stopinj Kelvina, ampak lahko rečemo, se je povečala za 68,8 stopinj Celzija, ker temperaturne razlike so enake v Kelvinih ali v Celzijih. Torej, končna temperatura je začetna plus temperaturna razlika, jasno, in torej prej imela 24 stopinj in se doda 68,8 stopinj Celzija in pridemo na 92,8 stopinj Celzija. Tisto, ki je enako, ni vrednost temperature, ampak temperaturna razlika. Vidimo še tudi to v naslednji vaji. Torej, v naslednji vaji je malce različna. Imamo moč, ki je električna grelca, ki je 450 vatov, imamo 1,6 litrov vode, ki torej odgovarja 1,6 kilogramov vode. Imamo začetno temperaturo in končno, 13 stopinj Celzija, 68 stopinj Celzija in se vprašamo, koliko časa moramo držati grelec, moramo uporabiti grelec zato, da bo temperatura prešla od T1 na T2. Kot prvo, kar je banalno, zračunamo temperaturno razliko. T2 minus T1, 68 stopinj Celzija minus 13 stopinj Celzija je 55 stopinj Celzija. In sedaj to, ker je ena temperaturna razlika, lahko napišemo kot 55 stopinj Kelvina. Ne pomeni, da temperatura 55 stopinj Celzija bi bila enaka 55 stopinj Kelvina, ampak temperaturna razlika pa ja. Torej, toplota, tukaj mc delta T, masa 1,6 kg, C od vode je 4,2 kJ na kilogram Kelvin, delta T smo kome dobili 55 Kelvinov. Tukaj se krajšajo Kelvini, se krajšajo kilogrami, tukaj zmnožimo vrednosti, dobimo 370 kJ. In sedaj, tukaj vemo, da toplota je moč krat čas, delimo z močjo, tako da dobimo čas. Q vlomljeno P. Torej, čas tukaj damo Q je, smo kome dobili 370 kJ, vlomljeno moč, ki je bila 450 W, zaenkrat sem dal vrednost tako v kilojulih, potem vidimo, če je treba pretvoriti. In prav zdaj vidimo, ker watt je joule na sekundo, tukaj imamo kilojoule, torej moramo dati joule. 380 kJ je 370 tisoč joule. Krajšamo joule, izračunamo to vrednost, dobimo to in imamo 1 vlomljeno sekunde, torej sekunde. 822 sekund. Sedaj še za konec je zanimivo pogledati, kako pretvorimo 822 sekund v minute in sekunde.
Torej, kot prvo delimo 60, da dobimo minute. Dobimo 13,7 minut. Ampak tisto, kar me zanima, da je nekaj več kot 13 in nekaj manj kot 14 minut. Poglejmo 13 minut, koliko sekund je 13 krat 60 prije 780. In zdaj se vprašamo, koliko razlike od 780 do 822. Naredimo 822 minus 780, dobimo 42. Torej, ta čas je 13 minut in 42 sekund. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.